razpravo o zlasti aktualnih vprašanjih tajnih predpisov v Republiki Sloveniji. Lovro, prosim, imaš besedo. Hvala lepa. Hvala lepa, Peter. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem, ki smo se danes zbrali tukaj. Na kratko vendarle začnem s historiatom, ki ga je sicer odlično prikazal že kolega profesor Peter Jambrek. Namreč o dediščini, ki smo jo podedovali še v prejšnji državi. Naj povem samo to, da je bila konec 80-ih let še v takratni skupščini ustanovljena posebna skupina delegatov, ki je proučevala vse okoliščine procesa takrat proti četverici. V tej skupini se je tudi takrat skupaj sva delovala s prisotnim kolegom profesorjem Tonetom Jerovškom. In takrat smo pravzaprav med prvimi ugotovili definitivno, da pozna država seveda ta tajni uradni list, ker je seveda popoln absurd, ne, da v državi veljajo zakoni, ki jih je prepovedano poznati in da po njih sodijo sodniki, ki jim prinesejo ta tajni uradni list na mizo, takrat, ko sodijo in ko izreče sodbo, mu ga takoj vzamejo in odneso, ker ga ne sme imeti pri sebi. V Sloveniji imelo te izvode samo 20 naslovnikov. Sodišča niso bila med njimi. Poleg teh predpisov so pa obstojali, kot smo seveda tudi slišali, še posebni skrivni predpisi, ki jih je uporabljala predvsem takratna služba državne varnosti, pa vojaška policija. Ne. To so bili pa tako imenovani skrivni predpisi. Omogočali so dejanja, ki sicer niso bila v skladu z zakonom in izrekali pooblastila, za katere bi bilo sicer potrebno imeti zakonsko pooblastilo objavljeno v splošnem uradnem listu. No, moram reči, da je bilo takrat za to kar precejšnje zanimanje. Tudi že takratna skupščina je dala vlogo na Zvezno ustavno sodišče, da gre za nesprejemljivo ravnanje, ne, da gre pač za, v primeru tajnega uradnega lista, za nekaj, ker je v neskladu z ustavo in je dejansko tudi bilo. Na Pravni fakulteti v Ljubljani smo pa takrat začeli širšo akcijo, ki se je imenovala Državljanski forum za odpravo tajne zakonodaje. Zbrali smo skoraj 1000 podpisov in zahtevali odpravo tajne zakonodaje in tajnih predpisov posod in tudi skrivnih predpisov, kjerkoli se pojavljajo. V akciji smo najprej sodelovali profesori z Pravne fakultete, pa tudi drugi, tudi nekateri novinarji in seveda mnogo tudi takratnih slušateljev Pravne fakultete, pa mnogi drugi podpisniki. To je bilo takrat pač eno vzdušje leta 89, ki se je potem vleklo še leta 90. Kot zanimivost ne omenim, da je v letu 90 takratno predsedstvo Demosa, to je bil podpis Jožeta Pučnika, je poslalo tudi posebno vlogo, jo imam tule v roki, na Ustavno sodišče Jugoslavije, naj vlogo za pač ugotovitev neskladnosti za ustavo obstoja tajnega uradnega lista v SFRJ. To je ta vloga. Jaz sem sam takrat sestavil, doktor Pučnik je podpisal in je šla naprej. In zanimivo je, veste, da je Ustavno sodišče Jugoslavije, tako mi je povedal potem profesor Kristan, ki je bil takrat član Zveznega ustavnega sodišča oziroma Ustavnega sodišča Jugoslavije, je dejansko potem, mislim, leta 90 ali pa 91 razveljavilo določbe, ki so omogočile obstoj tega tajnega uradnega lista. No, med delovanjem v Ustavnem sodišču je tako, kot je povedal že profesor Jambrek, smo se srečali z nekaterimi posameznimi primeri, kjer je res prišlo do obstoja nekih podzakonskih ali drugih predpisov, ki niso bili objavljeni. Nekateri so bili s strani ministrstev, nekateri s strani tudi raznih agencij, tudi kakšna občina je izdala kakšen tak predpis. Najbolj zanimiv bi ta primer izraelskega sporazuma, ki ga sicer ni sklenila vlada, vlada se je takrat izognila,
ampak ga je potisnila v podpis predstojniku VOM-a, to je vojaške obveščevalne službe na Ministrstvu za obrambo. On je bil tisti gospod Miklavčič, ki je bil podpisnik tega sporazuma, za katerega smo ravno tako seveda potem spoznali, da je dejansko ne v skladu z ustavo. Vendar tisti primeri, na katere smo takrat naleteli, so bili sicer seveda pravno nepravilni, so bili protiustavni, ne bi pa mogel reči, da so povzročili večje posledice v realnem življenju. Pač, bom rekel, pravno-pedagoško smo začrtali smernice, ki so se pojavile v začetku 90-ih let, nikdar več tajne zakonodaj, nikdar več tajnih predpisov v svobodni demokratični družbi, v demokratični Sloveniji. No, zato pa je bilo toliko večje moje presenečenje, ko je nenadoma prišlo na dan, to je bilo v lanskem letu, če se ne motim, da pa vse kaže, da v policiji obstoja kar nekaj takih podzakonskih predpisov, to so pravilniki, lahko pa se tudi kako drugače imenujejo, vendar po vsebini so nedvomno lahko predpisi, ki niso objavljeni, ki niso javno dostopni, ki pa vendarle posegajo v pravna razmerja, učinkujejo navzven na tretje osebe in seveda kot take, glede na to, da niso bili objavljeni, pravno sploh ne smejo veljati. Toda očitno jih policija uporablja. Zdaj, kako smo to ugotovili? Moram reči, iz magnetogramov Komisije za nadzor nad obveščevalnimi službami, ki je to zaznala in potem opravila obsežne razgovore s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve v enem od sestankov, na enem od sestankov tudi s samo ministrico in iz teh razgovorov, iz tega, kar so povedali in iz tistega dela magnetogramov, ki so javno dostopni in ki sem jih seveda imel priliko videti in proučiti, je razvidno, da so vsaj 4 taki, po moje oceni 4 taki predpisi, za katere lahko rečemo, da je zelo visoka stopnja verjetnosti, da sodijo med skrivne predpise in da so zaradi tega tudi v neskladju z ustavo. Komisija si prizadeva, da bi prišla stvari do dna. Sam sem bil tudi navzoč na eni od sej te komisije, kjer sem predstavil genezo in razloge, zakaj ne moremo dopustiti obstoja takšne paralelnega pravnega urejanja zadev. Kaj več bom mogoče povedal predsednik komisije, gospod Branko Grims, magister Grims, ki je, kot vidim, tudi danes tukaj. In tu bi se pravzaprav ustavil. Hvala lepa. Hvala. Profesor Šturm, za ta njegov prispevek, nekoliko zgodovinske narave, nekoliko aktualen. Preden dam besedo še predsedniku odbora za varnostne zadeve našega parlamenta, bi še prosil dr. Jerovška, ki je tudi sodeloval pri vseh naših ustavno-sodnih zadevah v zvezi z tajnimi predpisi in ki bo gotovo veliko konkretneje tudi povedal lahko o formuli, ki jo je Ustavno sodišče izumilo za obravnavo teh tajnih predpisov. Namreč to so predpisi, ki po ugotovitvi Ustavnega sodišča, če niso objavljeni, preprosto nikoli niso bili uveljavljeni in ne obstajajo. In ker ne obstajajo, se ne morejo in ne smejo uporabljati. Ampak cela vrsta konkretnih vprašanj se pa zastavlja, ko Ustavno sodišče mora ugotoviti,
ali gre sploh za predpis, kdo ga je izdal, kdo ga uporablja in kako ga spraviti iz sveta. Profesor Jerovšek. Pa jaz vas samo stojim pozdravil, državnih kolik bom pa tu naprej sedel. Se veste, prejšnji dni smo že nekaj stav v tej dvorani. Torej, najprej bi rad našim poslušalcem, našim študentom, kolegom, kolegicam povedal, da smo pravzaprav mi prišli do teh dilem, ne, v tej razpravi na pravni fakulteti, potem ko je profesor Šturm to razkril preko nekega navodila o finančnem materialnem poslovanju v policiji in pa strokovnega navodila za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov in metod dela kriminalistične policije. Predsednik Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb bo lahko povedal, ali so to 4 ali še jih je več in vse drugo v zvezi z njimi. No in tam je tekla potem na pravni fakulteti prva razprava, potem pa sva bila s strani predsednika komisije prijazno povabljena v državni zbor na njegovo komisijo, še profesor Šturm in jaz. Škoda, da danes ni tukaj ministrice ali koga z ministrstva, da bi lahko vodili neko kontradiktorno razpravo, ne? In da imamo zdaj, hvala Bogu, vsaj predsednika komisije, ki nadzira policijo in seveda tako občutljiva ravnanja, za katere nekateri pravijo, da se v varnostno-obveščevalnih službah pa v kriminalističnih policijah skoraj lahko vedno gibljajo na meji zakonitega in ustavnega. Ne? No, ampak zdaj bi rad se vprašal z tega pravnega vidika. Za te akte je tam v parlamentu ministrica in cela njena ekipa, ne vem, gospod Grimsa, jih je bolj 4 ali 5, zatrjevala, da naj bi šlo za interna akta policije, ki jih ta ni dolžna razkriti niti komisiji za nadzor obveščevalno-varnostnih služb. Drugič, da naj bi šlo za taktiko in metode dela kriminalistične policije, ki jih nikjer po svetu, kot so tam govorili, ne razkrivajo. Zdaj se moramo vprašati najprej po enem prvem pravnem vprašanju, kaj je interni akt. In odgovarjamo. Če učinkuje navzven, ni interni akt. Če učinkuje navzven, mora biti objavljen po naši ustavi. Če ni bil objavljen, nima pravnih učinkov. Bom prebral en izrek ustavnega sodišča. Če ni objavljen, ga ustavno sodišče niti ne presoja. In preberem. V UN 118/92 leta je ustavno sodišče že reklo naslednje. Neobjavljeni predpisi tudi že prej niso imeli pravne veljave, že po jugoslovanski ustavi. Se je že prejšnja ustava določala, da morajo biti predpisi objavljeni, preden začno veljati. Objave v zaupnem glasilu, ki javnosti ni dostopno, ni mogoče šteti za skladno z ustavno določbo o objavljanju predpisov. Gremo naprej. Naziv ali naslov akta ne določa narave akta. Ne? Za presojo akta je pomembna samo vsebina. Kaj ta ureja? In za koga kaj ureja? Ali to ureja na znotraj institucije ali organa ali za državljane? Nadalje, noben akt za vsebino, ki posega v človekove pravice, ni in ne more biti interni akt, zlasti če, poudarjam, to je pa zelo bistveno, posega v človekovo svobodo, ustavna pravica, dostojanstvo, ustavna pravica, varnost, ustavna pravica, integriteto in, kar je še najpomembnejše, v zasebnost po 37. členu Slovenske ustave. Zdaj pa, če imajo ti akti, ki jih ima policija in jih je, kot smo bili seznanjeni, ne, v komisiji pa že prej, delno razkrila, nekatere pa ne vem, je bldirala ali izbrisala ali počrnila, da se jih niti v komisiji niste mogli brati. Ne? Torej, če ti akti imajo eksterne pravne učinke do posameznikov oziroma državljanov, oziroma do vseh, ki se gibljajo na teritoriju neke države, recimo naše, in niso objavljeni, jih policija uporablja, to je moje stališče in stališče tudi drugih pravnikov, saj še bomo naprej slišali, nezakonito.
Ni pomembno, ali je tako zvani interni akt razglašen kot metoda in taktika dela policije, pač pa ali povzroča torej navzven pravne učinke. Poglejte, bom prebral en izrek našega ustavnega sodišča U1-95 iz leta 2001. Tega moramo razlagati a contrario, pravi ustavno sodišče takrat. Pravila policije, ki ne vsebujejo določb, ki bi urejala pravice in obveznosti in ne vsebujejo norm, ki bi navzven povzročale pravne učinke, niso predpisi. A contrario? Če pa jih, potem pa so in morajo biti objavljeni. In ustavno sodišče v tem izreku še nadalje pravi, če torej tega ne urejajo in niso objavljeni, ustavno sodišče sploh ne presoja. Teh odločitev ustavnega sodišča pa cela serija. Zdaj pa, če še naprej grem. Postavi se temeljno vprašanje, mogoče še tole, tale sklep, oziroma tole odločbo ustavnega sodišča. Enkrat so presojali neko navodilo policije na področju disciplinskih postopkov. Navodilo o izvajanju disciplinskih postopkov v organih za notranje zadeve presega okvire navodila, kakršno bi lahko izdal predstojnik upravnega organa in nedopustno posega v zakonsko materijo. Zdaj se postavi naslednje vprašanje, kako se boriti proti policiji, ministrstvu, represivnim organom, ki, če ima take interne akte in jih uporablja in jih ni pripravljen razkriti, niti parlamentarni komisiji. Zdaj, ena varianta je preko ustavnega sodišča, recimo, ki bi zahtevalo predložitev takega akta, seveda pa se takoj postavi vprašanje, kdo izkazuje pravni interes, kajti zato je potrebno izkazati pravni interes. In drugo, da bi to lahko storil vsakdo, ki bi bil z določenim ravnanjem policije prizadet. Kot smo tam na komisiji slišali, so preko takega pomočnika policijskega vdirali v račune državljanov, celo 300 naj bi. Zdaj ti ljudje sploh ne vedo, da jim nekdo vdira v račune in da jim tam upravlja kontrolo. Ta bo težko začel tak ustavni spor. Zdaj pa seveda, če pa nekomu tajni policijski informator vdrl v ta račun, recimo, in je na kakršenkoli način zvedel za tak poseg, v tem primeru pa bi seveda lahko prišlo do tega, da se bi začela pobuda. Naš zakon o ustavnem sodišču potem pove, kaj mora pa ta oseba vendarle tukaj navesti in izkazovati, ne bom zdaj tega na dolgo razlagal. Seveda bi pa to lahko naredila tudi tretjina poslancev državnega zbora, ki bi začela z zahtevo, presojo, recimo, ali gre to tukaj za interni predpis, ali pa gre za predpis, ki ima eksterne navzven učinke in je predmet presoje. Tu bilo pa zelo zanimivo, če bi potem v nadaljevanju profesor Jambrek razložil, kako se je ustavno sodišče na en sorazmerno spreten način lotilo tega problema, ko je s strani državnega zbora oziroma poslanca in še 29 drugih bila sprožena zahteva za ustavno presojo glede tega izraelskega sporazuma oziroma vlade Izraela in ministrstva za obrambo njihovega in vlade Republike Slovenije in našega ministrstva. Namreč tam je bila ta zahteva zavržena z razlago, da ustavno sodišče ne presoja mednarodnih pogodb. Da ustavno sodišče daje pred sklenitvijo mednarodne pogodbe mnenje, če je zaprošeno. Je pa hkrati reklo ustavno sodišče eno zelo zanimivo stališče, ki mislim, da ima zelo veliko vrednost še danes, posebej ga je potem profesor Jambrek apostrofiral v svojem obsežnem ločenem mnenju,
da pa Ustavno sodišče presoja zakon o ratifikaciji ali pa uredbo vlade o ratifikaciji, kajti po naši ustavi veste, da je lahko ratifikacija v državnem zboru, lahko je pa tudi v vladi ali pa preko vlade. Potem pa smo nadaljevali, da pa bi lahko ugotovili, ali je recimo to v nasprotju, da je tu nota taka vsebina, ki bi morala prestati ratifikacijo v državnem zboru ali v vladi, pa potrebujemo ta akt. Ne vem, a smo bili mi takrat skeptični, da ga bojo sploh izročili, ampak so nam ga. In potem smo ga na neki zaprti zadevi pogledali in v Ustavnem sodišču smo ugotovili, da ima ta mednarodna pogodba v neki izmenjavi nekih podatkov obveščevalnih, določbe, ki so tipičen primer za mednarodno pogodbo, ki mora biti ratificirana, mislim, da v tem primeru vsaj preko vlade. Zdaj to pripovedujem zato, da bi dobili odgovor, kako se boriti proti policijske organe, ki nočejo niti najvišjemu nadzorniku v državnem zboru razkriti predpisov, po katerih delujejo. Ker v tem primeru smo pa res na začetku demokratične pravne države in se človek včasih ustraši, ali je stvar slabša, kot je bila na koncu, ko je umirala Jugoslavija. Ko je profesor Štirn razkrinkal tajne uradne liste. Zdaj bi počasi zaključil. Jaz stojim trdno na stališču, da v državi in skladno z našo ustavo, z načelom demokratične države, z načelom pravne države, ne more biti nobenega predpisa v nobenem organu, ki ne bi bil podvržen nekemu nadzoru in da so vsi policijski predpisi podvrženi nadzoru Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb. Če pa tega zakon o nadzoru varnostno-obveščevalne službe nad policijo oziroma kriminalistično policijo ne ureja dovolj jasno, na kar so se vse skozi tudi v policijskih vrstah sklicevali in izgovarjali, v tem primeru ga je pa treba dopolniti. In urediti stvari. Zaključujem, zelo zanimivo pa bo, če nam bo magister Grims ali pa predsednik komisije povedal, ker tam je takrat po tisti razpravi dal na glasovanje en sklep, da morajo predložiti še tisto, kar manjka, in zanimivo je bilo, da niti eden ni glasoval proti, ampak so bili tudi tisti iz koalicije, so podprli ta sklep. Jaz sem to razumel, da nihče ni podprl ministrice in ekipe, ki je prišla. Hvala lepa. Hvala, profesor Petrovšek. Samo za naše študente in nasplošno za prijatelje fakultete sporočam, seznanjam z informacijo profesora Štura, da je vse gradivo, ki ga je zbral in preko magnetogramskih posnetkov, transkriptov in dokumentov tajne narave za svoje osebno razumevanje in javno obravnavo aktualnih primerov tajnih predpisov Republike Slovenije predal fakulteti, dekanu in da so ta gradiva na razpolago na spletni strani fakultete za študij naših študentov. Zdaj bi pa prosil predsednika odbora našega zakonodajnega telesa, magistra Grimsa, da nam pove nekaj dramatičnih in aktualnih informacij o tej zadevi. Torej, najprej prav lep pozdrav, predvsem lep pozdrav gospodu dekanu, spoštovanim gospodom profesorjem. Iskrena hvala za vabilo, to je redka priložnost, da se tako spregovori in posebej lep pozdrav seveda tudi študentkam in študentom Fakultete za državne in evropske študije.
Hkrati sem dolžen, ker je bilo rečeno, ne bom malo dramatičen, pa to je meni nekoliko nevarno reči, kratko pač opravičilo, ker sem nekoliko zamudil. Ne. A veste, v normalni državi nimamo politične policije in imamo ureditev tako, da se ceste popravljajo ponoči. V Sloveniji je pa vse drugače. V Sloveniji pa pri aktualni oblasti, prvi del bomo obdelali malo kasneje, drugi del pa je to, da ti vse ceste zdajle v špici prometa ob 4 popoldne v petek obnavljajo in se voziš od parlamenta, kjer sem delal točno o tem, o čemer bomo danes govorili, do sem skoraj 1,5 ure. Najbrž bi oblast rekla, ja veste, to je zato, da so ljudje bolj družabni, pa bi kdo ugovarjal, ja lejte, taka družabnost, če ljudje pol trojo med sabo, pa namesto, da bi se pozdravljali stegneno dlanjo, stegnejo samo srednji prst, ampak odgovor je preprost, kakršna oblast, takšno družabno življenje. No, zdaj pa bolj k resnim temam. Rekel sem, da imamo politično policijo. Mnogo argumentov je za to tezo. Začel bom z zadnjim, ki danes zagotovo še ni bil omenjen. A veste, da je bil nedavno prepovedan koncert? To najbrž veste vsi. Ni važno, kdo je bil na tem koncertu, važno je čisto nekaj drugega. Policija je varnostno oceno, ki jo je dala, utemeljila tako, da je dobesedno, lahko preverite, je na internetu, sem objavil to, vsak odstavek te varnostne ocene, ki je bila hkrati predlog za prepoved koncerta, začela takole: zaradi svetovno-nazorske usmerjenosti glasbenika. Pa se pa nadaljuje, lahko pričakujemo, da bodo prišli taki pa taki, pa se spet začne naslednji odstavek. Zaradi svetovno-nazorske usmerjenosti glasbenika. Lahko pričakujemo, da bo taka in taka vsebina in tako naprej. Zdaj, kar nekaj stvari sem mu priliko videti kot predsednik komisije, ampak verjamete, da še v prejšnjem režimu nisem videl nobene varnostne ocene, ki bi se začela s svetovno-nazorsko usmeritvijo posameznika. Gospe in gospodje, to je politična policija. In treba se zavedati, kaj pomeni, če taka, gospodje profesorji me bodo popravili, če se motim, očitno protiustavna logika obstane. Potem je možno prepovedati vsako javno prireditev, vsako športno prireditev, vsako dramsko igro, vsak koncert, kogarkoli, kadarkoli, vsako srečanje, vse. Potem smo policijska režimska država. Zato sem rekel na začetku, da opozarjam na nevarnost politične policije. In ko sem rekel, da se ukvarjamo s to temo, v zvezi s tem sem ravno prej pisal še neko poslansko vprašanje vlade in sem ga moral dokončati, ker ga je bilo danes, ko je tema aktualna, treba oddati. Res pa je, da si v sanjah nisem predstavljal, da sem moral pa povozil sem. To mi je bilo pa vendarle nekoliko presenečenje, pa nisem ravno znan kot pretiran optimist. In ko ni prijetnih presenečenj, moram povedati še nekaj. Takih predpisov, kot so ti, o katerih danes govorimo, je menda še kar nekaj. Za dva pa brez dvoma lahko dokažemo, da obstajata. Ne vem točno, kljub temu, da se je ta zgodba zdajle vlekla 2 leti, kakšna ta dva predpisa v celoti sta. Kajti, kljub mnogim urgencam, kljub temu, da sem na koncu pač s pomočjo obeh uglednih profesorjev, ki sta prišla na sejo, dosegel, da je tudi celotna vladna koalicija glasovala za to, da so dolžni te dokumente v celoti in takoj predati komisiji, do današnjega dne seveda ministrstvo tega ni storilo. Vedno znova odgovarja, da policija, pazite, ne ministrstvo, policija ocenjuje, da to ni naša pristojnost. Zdaj pa vračam zadevo na začetek. Prej smo rekli, da policija piše varnostno oceno nekega koncerta na temelju svetovno-nazorske usmeritve nastopajočega. In hkrati si ta ista policija jemlje pravico, da ona oceni, katere dele nekega predpisa bo pokazala parlamentarnemu telesu, ki je pristojno za njen nadzor in katerega ne bo. Kdo je potem tukaj šef? Odgovor je preprost in se skriva v tretjem elementu iste zgodbe. Ko
predsednika vlade ni bilo v Sloveniji, bil je v tujini, mu je kriminalistična policija opravila preiskavo na njegovem delovnem mestu. Pa kakor vem, so celo nekatere stvari zaplenili in odnesli. Temu se reče v normalni državi pravzaprav državni udar. V Sloveniji, ko je prišel dr. Cerar nazaj, šlo je formalno za preiskavo v zvezi s Alenko Bratušek, je vse bilo pometeno pod preprogo in vse je bilo spet v stilu tistega družbenega življenja, o katerem sem govoril na začetku. To, gospe in gospodje, bi nas moralo pa zelo že skrbeti. Glejte, danes se pa recimo zadnje tedne vsi ukvarjajo s predlogom novega zakona o Sovi, ker da širi pooblastila. Nekdo je dal v javnost nek nedodelan koncept, ki zagotovo ne bi imel nobene šanse, da je sprejet. No, dve stvari nas morajo skrbeti. Prvič, da tak zmazek sploh lahko nastane, pa drugič, da ga je nekdo dal nepooblaščeno v javnost in s tem usmeril pač nek javni diskurs. To je tisto, kar nas mora skrbeti. Ampak realno nas mora pa skrbeti to, da imamo elemente politične policije, da imamo dejanja, ki kažejo na obstoj mentalitete politične policije 25 let po padcu totalitarnega režima v Sloveniji. In da se parlamentarnemu telesu prikriva pravne akte, ki so nujni za njegovo delo. Kajti mi nismo s temi dvemi akti se srečali zato, ker bi pač si nekdo to zaželel in zmislil. Ampak smo obravnavali primer Ornik in za oceno delovanja policije in njenih sodelavcev v tem primeru smo želeli podrobno preučiti tudi celoten pravni okvir in zato smo želeli ta dva akta. In jih nikoli nismo dobili. Pa če kdo misli, da je to samo zaničljiv odnos do parlamentarne veje oblasti, se hudo moti. Kajti točno s istim problemom se je srečala tudi sodna veja oblasti. Namreč natanko ista dva akta je želelo mariborsko sodišče z uradno zahtevo, pa jih tudi ni dobilo. Popolnoma na enak način so bili zavrnjeni. Potem je bila pa še komedija na komisiji, ko smo to vprašali in smo rekli, komu vi pravzaprav odgovarjate, kdo je vaš nadzornik? So rekli sodišču. Smo rekli, čakajte, se jim niste dali teh aktov niti na vpogled, niti enega člena, ne. No, so rekli, pa parlamentarnemu nadzoru. Smo rekli, čakajte, pa smo zahtevali 5krat in v 6. smo dobili, ampak dobili smo recimo tako, 1. člen, pa so bile pa 4 prazne strani, pa je bil pa 33. člen, pa je bilo pa nekaj počrnjeno, pa je bilo spet 2 prazne strani, pa je bil 46. člen in tako dalje in tako dalje. Ne. Mislim, da je popolnoma jasno, zakaj gre. Ne. In potem pravzaprav ni bilo več odgovora. Na koncu je bilo nekaj rečeno, da pravzaprav njih nadzira vlada, ampak oni, da pravzaprav niso podrejeni vladi in da pravzaprav sami ne znajo povedati, kdo jih nadzira. Sami sebe. Skratka, tisto, kar ne bi verjeli, da se lahko zgodi 25 let po tem, ko smo sprejeli novo demokratično ustavo, ko živimo v samostojni Sloveniji, ko smo del demokratične evropske skupnosti. Imamo v Sloveniji brez dvoma tajne akte in to akte take narave, tudi po tistih nekaj členih, ki so nam bili dani na vpogled, da iz njih brez dvoma sledi, da ne zadevajo samo interno njihove medsebojne ureditve ali dela, kot so oni tolmačili, ampak imajo daleč večje pravne posledice. In da, kar je najhuje, teh pravnih aktov ne more dobiti na vpogled ne sodišče, ne parlamentarna nadzorna komisija. Da torej dejanskega vsebinskega nadzora nad pravnim okvirom delovanja kriminalistične policije in s tem posredno tudi policije kot celote, pravzaprav nima nihče. To, gospe in gospodje, je pa značilnost policijske države. In v tem živimo. Hvala, gospod predsednik. Dal bom še besedo kolegu profesor Celilu Ribičiču, potem bom pa za konec še sam se odzval na pobudo kolege dr. Jerovška, da še nekoliko osvežim spomin na ta sedaj oziroma tedaj slavni izraelski primer, ampak osredotočeno na neko vprašanje, ki ga je pravzaprav
magister Grims sedaj ob aktualnih primerih poudaril. Namreč, kdo pa je odgovoren in kako naj bo odgovoren za sprejemanje takih predpisov, ne samo za sprejemanje, za neobjavljanje in tudi uporabljanje teh predpisov. Mi smo se v primeru izraelskega tajnega sporazuma soočali med sabo, med sodniki z različnimi mnenji, ali gre tu predvsem za odgovornost predsednika vlade, tedaj dr. Janeza Drnovška, ali za odgovornost ministra za obrambo, ali gre za odgovornost tajne službe in njenega direktorja, ki je operativno sprejela ta sporazum, in kako to odgovornost uveljaviti, ali z političnimi sredstvi, za ustavno obtožbo ali z kazenskimi postopki in tako naprej. S tem bom jaz zaključil, zdaj pa profesor Ribičiču dam besedo. Hvala lepa za besedo, za povabilo. Jaz bi začel z enim citatom, ki vam bo mogoče malo znano deloval. Če tujec, ki je prišel v Slovenijo, pa ni imel potnega lista, vizuma, dovoljenja za vstop ali dovoljenja za prebivanje, ga policija lahko privede do državne meje in ga napoti čez državno mejo. To je eden od dokumentov, o katerih bom govoril, pa sem hotel ga naprej vam povedati, malo razmišljali, kateri bi ta dokument utegnil biti. Drugače bi pa začel z enim citatom iz odločbe Ustavnega sodišča. To mi je sicer malo nerodno tukaj govoriti, ker so trije bivši predsedniki Ustavnega sodišča tukaj ob meni, ki so vsi takrat bili v Ustavnem sodišču. No, ampak citat je, ne se vstrašiti, pozitiven. Ne? Mi se morda o marsičem ne strinjamo, ampak o teh vprašanjih, ki so danes na dnevnem redu, pa se, mislim, skoraj v celoti strinjamo. Ta citat gre takole: vsakdo ima pravico zaupati v pravo in skladno z njim uravnavati svoja ravnanja in pričakovanja. To je nekaj, kar naj bi v pravni državi bilo seveda nekaj običajnega. Seveda tega ni mogoče uresničevati, če gre za tajne predpise. Se pravi, če predpis ni vnaprej objavljen, če ga ljudje, preden se začne uporabljati, ne morejo prebrati, potem se ne morejo ukvarjati z vprašanjem, ali bodo ravnali in kako bodo ravnali, da bo to skladno z pravom, ali pa, kadar se bodo odločali tudi za zavestno kršitev prava, ker prava pač enostavno ne poznajo. Tukaj je Ustavno sodišče takrat ob izraelskem sporazumu bilo kar pred nerodno zanko. Ne, po eni strani je Ustavno sodišče bilo na stališču, da če nek predpis, ki bi moral biti objavljen, ni bil objavljen, ni predpis in se ne more uporabljati. Vendar pa je obenem hotelo povedati logično, da takšen predpis ni skladen z Ustavo. In tako, ko sem jaz bral, jaz takrat seveda nisem bil zraven, ampak sem bral te stenograme, pa ne stenograme, ne vse, ampak ločena mnenja v tem primeru. In sem ugotovil, da glavna polemika ni bila v tem. Vsi so se strinjali, da je to protiustavni predpis, da bi moral biti objavljen in tako naprej. Polemika je bila v tem, ali lahko Ustavno sodišče ob takšnem aktu, ki ni predpis in za katerega nedvomno ne more biti pristojno, ker ni predpis, lahko kaj pove o njegovi ustavnosti ali ne. No in ta polemika je bila zanimiva. Jaz sem takrat na strani večine, ki je odločila, da lahko ob tem pove. Zdaj, če to malo kot to izkoristim pedagoško žilico, temu rečemo meritorno zavrženje. To je v bistvu neka originalna odločitev in prva taka odločitev je bila ta odločitev ob izraelskem sporazumu. Pozdaj sta bile vsaj še dve takšni, ena o prisluškovanju Sove, kadar gre za prisluškovanje v tujini, in ena o preletu NATO-vih letal prek Slovenije, pa morda še kakšna manj pomembna. Skratka, meritorno zavrženje je kontradikcijo in adjekto, seveda. Zavrženje ne more biti meritorno, ne? Ker sodišče je medtem, da odloča, ali bo meritorno odločalo, ali bo pa zavrglo iz procesnih razlogov.
In meritorno zavrženje pa ravno povezuje ta dva pojma. No, in simpatično mi je bilo, ko je takrat, čeprav mislim, da ni bilo prijetno tistim, na katere je to bilo naslovljeno, ampak mi je bilo simpatično, ko je kolega Jambrek takrat v ločenem mnenju napisal, da ustavno sodišče ne more biti kot tiste opice, ki nič ne slišijo, nič ne vidijo in ne smejo govoriti, da ustavno sodišče vendarle lahko nekaj pove. V tem prvem primeru se je pred tem ustavno sodišče sklicevalo na to, da če hoče ugotoviti, ali je to predpis, mora seveda pogledati vsebino. Če pa pogleda vsebino, pa najbrž pove, ne, da je tudi očitno protiustavna. Poznaje niti ni bilo več potrebno se na ta način izgovarjati, zakaj ocenjuje, da gre za protiustaven predpis. Jaz sem pa sam bil v situaciji, ko sem bil v manjšini, ko sem hotel tako meritorno odločitev. Ne morem vas zdaj utrujati za tem, šlo je za vožnjo taksija po Mariboru, kjer je Maribor v letih tik pred vstopom v Evropsko unijo zagovarjal stališče, da lahko po Mariboru vozijo taksije samo tisti, ki imajo stalno prebivališče v Mariboru. In ker je z procesnih razlogov stvar bila zavržena, sem jaz insistiral, da mora ustavno sodišče povedati, da je to skrajno v neskladju z ustavo in z evropskim pravom, vendar se kolegi s tem niso strinjali, prevladalo je mnenje, da o tem nimamo pravice govoriti, če zavržemo nek akt, in sem jaz potem to naredil v ločenem mnenju in na to ločeno mnenje se potem nova ustavna pritožba naslovila na ustavno sodišče, ki je potem vendarle ugotovilo meritorno, da je to v neskladju z ustavo. Tisto, o čemer sem hotel govoriti, so pa akti, ki se nanašajo na izbrisane. Zdaj, februarja letos je 25 let od neustavnosti izbrisa in pri tem, v tem postopku proučevanja tega primera in na ustavnem sodišču in potem na Evropskem sodišču za človekove pravice se je pokazalo delovanje dvojnega sistema, nažalost v samostojni neodvisni Sloveniji. Jaz mislim tukaj, da so pred mano govorniki sicer pretiravali, ne, s temi primerjavami. Ne. Jaz verjamem, da magister Grimsu je težko, če na uro pa pol potuje do tukaj, ampak ko smo mi potovali, recimo, ko smo odhajali iz Beograda januarja leta 90, se nismo spraševali, ali bo uro pa pol trajalo, ampak ali bomo sploh prišli, ne. A ne bomo ostali, ne, najbrž v zraku, ne, ampak ali se ne bo avionu kaj zgodilo. Tako da te primerjave, ne, kako smo zdaj policijska država, jaz se seveda strinjam s tem, da je treba biti skrajno občutljiv do neobjavljenih aktov, ampak ne bi pa pretiraval v tem smislu, da bi se primerjali za neko ureditvijo, kjer so stvari težko primerljive. Eden od bistvenih elementov, da je Evropsko sodišče za človekove pravice podprlo odločitev Ustavnega sodišča Slovenije glede izbrisanih, se je nanašalo na tajna navodila. To so bila tajna interna navodila, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve, no in tukaj so pa neke, po moje, usporednice pa upravičene, takrat pošiljalo na teren. Ko sem jaz prvi slišal za izbrisane, moram reči, da so imeli vsi izbrisani občutek, da je to uradna politika Slovenije do njih. Oni so imeli stalno prebivališče v Sloveniji, to prebivališče je bilo pa skrajno pomembno za njihov položaj do osamosvojitve, ker so imeli volilno pravico na tej podlagi. Na prvih svobodnih volitvah so imeli volilno pravico, na plebiscitu za samostojnost so imeli volilno pravico. In dr. Zupančič je takrat zelo dobro, takrat, ko je Ustavno sodišče prepovedalo referendum o odvzemu državljanstva, tem novim državljanom, je on rekel, da to, da so glasovali na plebiscitu, pomeni, da jih je treba šteti med ustanovitelje naše države. In odvzeti stalno prebivališče je z tega vidika bila zelo huda in grda poteza. Ampak to, da so oni imeli občutek, da država stoji za tem izbrisom
je posledica tega, da je deloval takrat notranji resor zelo usklajeno. In to je se dogajalo seveda v prejšnjem tisočletju, tam od leta 92 naprej, ampak šele v tem tisočletju so se odkrile depeše, s pomočjo katerih je takrat notranji resor obvladoval to situacijo. To so depeše, eno od njih sem jo prebral, priznam, da sem jo prebral zaradi tega, ker je zelo podobna formulaciji v spremembah zakona o tujcih, ki ta trenutek velja, to je bil tak provokativni začetek, ampak namenjena je bila seveda za ravnanje z izbrisanimi. Druga taka depeša je povedala, kako ravnati z dokumenti. Ko so izbrisani prišli podaljšati osebno izkaznico, je uradnik prejel osebno izkaznico, jo preluknil, se pravi uničil in mu jo vrnil in je rekel, od danes naprej nimate zakonite podlage za bivanje v Sloveniji. Bili so pa tudi primeri, da so pospremili posameznike na mejo, da so odšli iz Slovenije. No in s tem bom to zaključil, samo še bi opozoril na ločeno mnenje Boštjana M. Zupančiča v velikem senatu Evropskega sodišča za človekove pravice. On je na tej podlagi tega, kar se je dogajalo okrog izbrisanih, sklenil, da gre tukaj za kazensko odgovornost tistih, ki so to delali. Jaz mislim, da je sicer ta zahteva prepozna, pa tudi pretirana. Zanimivo pa je, kako on v svojem ločenem mnenju opisuje te depeše in kako lahko, depeše so tudi objavljene, tako da jih lahko vsakdo si pogleda, če ne drugje v doktoratu na to temo, ki je bil na pravni fakulteti narejen, delala ga je pa direktorica Mirovnega inštituta. Te depeše so bile ključnega pomena za prepričati evropske sodnike. Iz teh depeš je bilo evropskim sodnikom jasno, kaj se je neustavnega in nezakonitega delovalo. Skratka, ni bilo nobenega uradnega, ustavno skladnega predpisa, na podlagi katerega bi lahko prišlo do izbrisa. Vse, kar se je pa interno dogajalo, je bilo pa skrito očem javnosti. Doktor Zupančič sicer piše, da je vlada bila seznanjena in potrdila te depeše, ampak osebno nisem čisto prepričan, da se to ni skrivalo tudi v okviru vlade in da je to bila bolj stvar urejanja znotraj notranjega resorja. Hvala lepa. Hvala kolegom profesorju Ljubičiču. Jaz sem pa obljubil, da še nekaj končno sam povem, pa neko kolegi, da se znajo, da sem sorazmerno nesramen včasih. Ampak z kolegi, s katerimi se poznamo že po 50 let, je človek lahko tudi malce nesramen. In če je govora o potovanjih iz Beograda, se bi jaz anekdotično spomnil. 30 let nazaj si prišel z Milanom Kučanom in Miranom Potrčem iz Beograda in objavil v sobotni prilogi Dela. Mile Šetinc je bil urednik sobotne priloge. To je bil čas leta 1988, ko so bili v Beogradu sprejeti zvezni ustavni amandmaji, ki so v bistvu reducirali samostojnost Republike Slovenije znotraj socialistične Jugoslavije na administrativno enoto znotraj te bivše države. No in takrat je potem, ko je prišla slovenska delegacija iz Beograda, ko so razpravljali v zveznem predsedstvu o teh zveznih amandmajih, v imenu Republike Slovenije je Ciril Ribičič objavil na pol strani sobotne priloge poročilo, oceno dela slovenske delegacije v Beogradu pod naslovom Borili smo se na vso moč in zmagali na celi črti. Približno tako je bil naslov. Vsebinsko je bil tak. Mile Šetinc je mene povabil, da napišem tudi svoje videnje teh zveznih ustavnih amandmajev in napisal sem v približno isti dolžini, ne da bi vedel, da kolega Ciril piše o istem dogodku,
Naslov mojega sestavka je pa bil: Šlo je za veliko in usodno ustavno prevaro. No, tako smo potovali sem pa kaj iz Beograda in nazaj. Ne. Sicer pa sem obljubil nekaj še v tem judikatu o izraelskem tajnem sporazumu. Kolega Jerovšek me je pozval, da nekaj povem o tem, ampak je že sam itak bistvo vsega povedal. Tako da meni ni preostalo dosti drugega, ampak razen tistega, kar je bilo na tem najnem skupnem ločenem mnenju za poudariti, je končna poanta. Tega ni bilo omenjena in mislim pa, da je enako pomembna, kot je bila v tistem času, torej leta 98, tudi v našem času leta 2017. Gre namreč za odgovornost znotraj vladnega sistema, za deljeno odgovornost med segmenti režima, ki odloča o pomembnih javnih zadevah nacije. Tu sva se, oziroma jaz sem večino tega napisal, kot običajno spričkala s kolegom Jerovškom, z kolegom sodnikom Matevžem Krivicem. Matevž Krivic ni bil najbolj navdušen in zadovoljen s tem, da se je Ustavno sodišče sploh ukvarjalo s to zadevo in je bil mnenja, da bi bilo v tem primeru pravzaprav bolj primerno in zanimivo politično odločanje o tem ustavnem problemu. No, zdaj, sam sem potem Krivicu odgovarjal oziroma omenjal in ga komentiral s tem, da sem poudaril pristojnost Ustavnega sodišča za konkretno presojo konkretnih dejanj in predpisov in na možnost Ustavnega sodišča, da sankcionira te svoje argumente oziroma izrek. No, mimogrede še to, kar je tudi dr. Ribičič povedal o meritornem zavrženju. Ne. Mogoče je bil najpomembnejši ali pa en najbolj pomembnih primerov takega meritornega zavrženja v zvezi z neko pristojnostjo tedanjega predsednika predsedstva, da je bil predsednik Milan Kučan, ki je ustanovil ob sebi, ob svoji funkciji, nek organ za ustavno varnost ali pa za ustavno-politični sistem. Ne spomnim se točno, je šlo za neko komisijo. In je potem na Ustavno sodišče prišla pobuda za presojo nekega mislim, da sklepa te komisije in Ustavno sodišče, toliko se pa spomnim, je zavrglo pobudo z argumentacijo, namreč vedno, ko je Ustavno sodišče zavrglo neko pobudo, je seveda moralo povedati, zakaj jo zavrže. In v tem argumentiranju, zakaj, je povedalo mnogo tega, kar Ciri Ribičič imenuje meritorno zavrženje. Preide v meritum, ampak neke druge zadeve. V tem primeru je Ustavno sodišče zavrglo in argumentiralo, da predsednik predsedstva Republike Slovenije nima pristojnosti, ustavne pristojnosti za ustanovitev in za sodelovanje z nekim takim organom, ob sebi posvetovalnim organom, kot bi bila komisija ali komite za ustavno varnostna vprašanja. To se mi zdi, vsaj v spominu imam, kot ena takih res pomembnih zadev meritornega zavrženja. No, zdaj v tem ločenem mnenju bom vendarle poskušal ga povzeti tako, kot je napisan, ker je bolj kvalitetno, kot če sam po spominu pripovedujem. Stališče ločenega mnenja je bilo torej diametralno nasprotno Krivičemu, namreč, da naj se
vendarle rešuje tudi tajne predpise, njihovo vprašanje po sodni poti, ne pa na politične načine. V konkretnem primeru praviva z dr. Jerovškom, interpelacija proti ministru kot politično sredstvo in njegova zamenjava itak bi zgrešila cilj, ker odgovornega ministra v času ustavno-sodne presoje ni bilo več na položaju. In torej niti generalno preventivne funkcije ne bi bila možno doseči. Upoštev pravi, bi prišla le interpelacija proti vladi ali obtožba, impeachment zoper predsednika vlade po 119. členu ustave zoper predsednika dr. tedaj bil Janeza Drnovška. No in iz več razlogov nadaljujem, dvomimo primernosti in učinkovitosti političnih metod obravnave in reševanja vprašanj ustavnosti, zakonitosti in varovanja človekovih pravic, kakršnega je sprožil primer tajnega in neratificiranega, vendar v domačem pravnem redu uporabljanega sporazuma. Neposredno reševanje spora o pristojnosti med zakonodajno in izvršilno vejo oblasti ima namreč neizbežno naravo politične konfrontacije, med in za katero so vprašanja ustavnosti, zakonitosti drugotnega pomena. Taka politična konfrontacija ne razpolaga z strokovnimi metodami presoje, ki so značilne za pošten postopek pred sodiščem. Sodniku Krivicu, ki v svojem ločenem mnenju razmišlja, to je bil primer ločenega mnenja na ločeno mnenje, mi smo celo z ločenimi mnenji polemizirali med sabo, ne samo na tajnih sejah. K sodniku Krivicu, ki v svojem ločenem mnenju razmišlja o možnih političnih nadomestkih političnega ustavno-sodnega postopka, bi torej preostalo kot edino realno uporabno sredstvo ustavna obtožba proti predsedniku vlade. Kar pomeni, da bi moral državni zbor na podlagi lastne politične odločitve predsednika vlade, mogoče zanimivo to razmišljali iz tistih časov za našega poslanca, ki je v naši sredi, bi moralo politične odločitve predsednika vlade obtožiti pred ustavnim sodiščem kršitve ustave in zakonov, storjene pri opravljanju njegove funkcije kot predsednika vlade. No, nadaljujem, da bi taka ustavna obtožba, po mojem mnenju, tedaj zgrešila tudi v tem primeru pravi cilj oziroma ne bi bila ustrezno, razumno in sorazmerno sredstvo za rešitev pomembnega ustavnega vprašanja tajne diplomacije in konkretno uporabe neobjavljene mednarodne pogodbe, ki jo je sklenil nepristojni državni organ. No, nadaljujem, da je z sodno odločitvijo ravno in samo za sodno odločitvijo lahko avtoritativno pojasnjena protiustavna pravna narava napadenega akta. Nasprotno pa bi postopek ustavne obtožbe, seveda v primeru, če bi bil uspešen, mimo grede more biti imel podobne učinke, vendar pa ne bi zadev bistva problema. No in zato tudi je pomembno v tistem času bilo ugotoviti, da ustavne obtožbe v tem primeru ne bi utemeljevali podatki iz obstoječega spisa ustavnega sodišča, ker so pobudniki sami navajali, da gospod Miklavčič, dani direktor VOM-a, za podpis ni imel pooblastila vlade in da je bil za zadevo po pisanju gospoda Sečnika takrat seznanjen samo minister Jelko Kacin. Vlada pa v odgovoru ustavnem sodišču je navajala med drugim, da za sporazumom ni bila seznanjena, da ga ni obravnavala, da zanj ni sprejela izhodišč in da ni pooblastila ministra za obrambo oziroma direktorja OVS za njegov podpis. Sporazum torej ne bi smel biti tajen in sporazum ne bi mogel biti mednarodna pogodba, ki bi kakorkoli zavezovala vlado. No, jaz bi tu končal, samo še dodal, da sem v svojem ločenem mnenju povedal, da bi
vendarle že sam minister za obrambo kot državni organ bil pa dolžen naznaniti kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, če je o njem obveščen ali je kako drugače zanj izvedel. Se pravi, predlagal sem kazenski postopek in kazensko pravno odgovornost in seveda tudi ustavno-sodno odgovornost, ne pa toliko politična sredstva reševanja tega problema. Koliko je to še za sedanje aktualne primere relevantno, pa mogoče še kdo drug. A lahko izkratko samo govorim? Ja. Kratko govorim na tole, ker je bila nesramnost dr. Petra Jambrina. Jaz sem takrat, ko smo prišli iz Beograda, zagovarjal med drugim te amandmaje in tisto, kar smo dosegli tudi na pisateljskem shodu v Cankarjevem domu, ne, mogoče je bilo enih 20krat več ljudi, kot jih je danes. Tukaj seveda sem jih zagovarjal neuspešno. Ne. Takrat je v celi Sloveniji samo eden nama čestitev s Potrčem, zato da sva se borila v Beogradu, in to je bil Mile Šetinc. Ne. Edini. To je tudi zelo pomembno bilo zaradi tega, ker je takrat se prelomilo v Potrču. On je od takrat naprej deloval zelo odločno za osamosvojitev Slovenije. Takrat so se začele priprave na sprejem ustavnih amandmajev. Dr. Jerovšek je pri tem tesno sodeloval z Miranom Potrčem in ti amandmaji so bili z aklamacijo sprejeti v Sloveniji in zato smo dobili zelo veliko pohval in upravičeno Miran Potrč. Jaz vam pa moram reči, da tista borba, ki smo jo vodili v Beogradu, je bila 10krat ali pa 100krat hujša in težja kot pa sprejemanje teh amandmajev z aklamacijo v slovenskem parlamentu. To je zelo enostavno v svojem narodu povzdigniti glas. Zelo težko se pa odprti takšni sili, kot je bila jugoslovanska armada. Jaz sem srečal Kadijeviča ob odhodu iz Beograda tam v hali pred parlamentom in on je gledal tako črno, da zakaj je gledal črno? Edino Slovenija je dala veto na nekih 17 točk. Tisto ključno, kar je uspela, je bilo financiranje jugoslovanske ljudske armade. Hoteli so, da bi bilo neodvisno mimo republik. In to je tisto, kar sem jaz štel za uspeh. Seveda s tem, da je armada takrat pripravljala državni udar, pripravljala je izredne razmere, ki ne bi bili samo na Kosovu, ampak bi bili v celi državi. Zbrala je predsedstvo Jugoslavije v neki zelo hladni, nameroma ohlajeni sobi in jih poskušala prepričati. In na tem glasovanju je bilo 5-4, zato ker je predstavnik Bosne in Hercegovine bil toliko načelen in preudaren, da ni hotel potegniti skupaj z Miloševićem in tistimi, ki so mislili, da rabimo izredne razmere. Tako da mene ni sram, da sem sodeloval, znam oceniti, kaj je bilo pozitivno in kaj ni bilo pozitivno tudi v mojem lastnem delovanju. Kritika je na mestu, začela se je pred 30 leti in se bo najbrž nadaljevala. Jaz pa vam povem tisto, kar je moj vtis in jaz najbolj pošteno in najbolj iskreno mislim, da je bila tista borba proti Miloševiću v tistih letih veliko težja in da je bila pomemben prispevek tudi k poznejši osamosvojitvi. Super, s tem smo zaključili, zdaj z stališča panela, lahko bi tudi nič ne povedali in predajam besedo publiki. Že vidim, da je dr. Črnčec tisti, ki je dvignil roko in bi ga pozval k diskusiji. Hvala, spoštovani. Dve pojasnili. Prvo tehnično, danes je bilo večkrat omenjena ministrica, torej ministrico smo tudi povabili, se nam je prijazno opravičila in nam je želela uspešno delo. Kot vidimo, delo je uspešno, tako da ta del opravičila sprejemamo. Druga tehnična, oziroma vsebinska zadeva, bilo je dosti govora o tem tako enem izraelskem sporozumu. Naj povem, da sem jaz bil eden izmed naslednikov Miklavčiča, ki je ta sporozum podpisal in sem leta 2007 takrat v vlogi direktorja obveščevalno-varnostne službe, ni bil bomo je bil v starih časih, od 4.
94. decembra se to imenuje obveščevalno varnostno službo Ministrstva za obrambo, podpisal ta novi sporazum, šlo pa se je samo torej sporazum, ki je urejal varovanje podatkov med dvema državama, med Izraelom in Slovenijo na področju obrambe, kajti Slovenija je takrat kupovala intenzivno v času ministra Kacina, predvsem orožje v Izraelu in Izraelci so zahtevali sporazum, s katerim bi se varovalo podatke. Ta sporazum v 27, ki sem ga jaz podpisal, je bil seveda po predhodnem soglasju na vladi in ima status uredbe mednarodne pogodbe, kot uredba je bil ratificiran v slovenski pravni red in seveda velja. Kar je pa zanimivo pri tej zgodbi je pa naslednje. Torej, ko sem jaz prišel 27 v Izrael, na Ministrstvu za obrambo, podpisal to z takratnim direktorjem, generalnim sekretarjem, ki je bil človek v ministrstvu za obrambo, in meni on rekel takole, pravi, sicer jaz ne vem, zakaj mi da to podpisujem, kajti za nas ta sporazum še vedno velja. Okay? Torej, pri nas je bila to zgodba, ki je imela ustavni epilog, imela je ustavno obtožbo predsednika Vlade takrat, pa vendarle v Izraelu je ta akt veljal do 27. dokler nekaj podpisali. Vprašanje, ki bi ga mogel zapaniti za vse, profesor Jambrek je že malo nakazal to smer na koncu svojega izvajanja, torej ugotovili smo definitivno, da imamo težavo z tajnimi predpisi, akti, kakorkoli jih imenujemo v policiji, da nima to težavo samo parlament, to težavo ima tudi sodna veja oblasti, torej dve veje oblasti, če se gremo čisto na ustavno-politološko raven, tretja veja oblasti, torej izvršna, ki je običajno najmočnejša in bi morala biti pod nadzorom ene in druge, torej sodne in zakonodajne, torej del te izvršne veje, očitno se temu nadzoru, če milo rečem, izogiba. In torej vprašanje za vse je, kaj naprej? Lahko je še samo izvoliti, če še malo pa nas ja, ko se sve jaz ustavlja, da se lepše vidim. Namreč, pri tem sporazumu je zame zelo pomembno to, da smo mi prišli do tega sporazuma, ki je bil razglašen za tajni predpis. To, kar komisija za nadzor ne more dobiti od policije, smo mi takrat dobili. In zanimivo je tudi to, da je bilo tudi na to ločeno mnenje, ker ti nekateri se niso strinjali, da bi mi zahtevali ta sporazum. Niso. Celo ločeno mnenje je bilo napisano. Če smo zavrgli, je popolnoma nesmiselno, da gledamo nekaj, kar ne moremo presoditi. Ampak potem pa odločba seveda povedala, da je ta sporazum protiustaven, da bi moral biti ratificiran, da ne sme proizvajati pravzaprav pravnih učinkov. To pa še danes ni prepovedano, da ta sporazum kasneje, takrat, ko smo ga mi presodili, so ga uporabljali, potem pa ne več. Potem pa ne več, da je bil izvršen tako hud pritisk in tudi dileme med obema pogodbenima strankama, ali pa sporazumnima strankama. Kaj bo to pomenilo, da obstaja zdaj odločba, ki pove, da je to neustaven akt, ki nima ratifikacije. Zdaj pa še samo eno stvar rad povedal, ker je profesor Ribičič omenil izbrisane. Jaz sem bil v tistem času že na ustavnem sodišču, pa profesor Jambrek tudi, profesor Šturm, ampak smo bili pa zelo tvorno vključeni v pisanje temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Mene je doletela celo dolžnost, ko smo si nekako delili razne člene, da napišem 13. člen temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Namreč tega poudarjam zato, da bi se videlo, da slovenska država je pokazala en obraz v ustavnih aktih, drugega pa potem izvršna oblast pri izvajanju. Jaz sem tam not napisal in neko noč je bila pri profesoru Bučarju kot predsedniku Državnega zbora dolga debata, nekdo je celo vprašal, kdo je pa to napisal? Namreč o tem,
ali bomo mi radodarno dali vsem pripadnikom bivših republik in pokrajin tudi pravico do državljanstva. In tam not pravi, da vsak, ki je imel na dan 21. december 1991 stalno bivališče v Republiki Sloveniji in tu tudi dejansko živi, ne prosi, ampak zahteva državljanstvo Republike Slovenije. In se veste, da ni bilo samo 12 000 ali 18 000, ne, se je bilo pripadnik drugih republik 100 000. So vsi lahko na podlagi tega člena dobili tudi državljanstvo, za razliko od Litve, Latvije in tako naprej, ker so bili zelo ozki in so Rusom in tako naprej grozili, da jim ne bodo dali ničesar. Drugo pa so potem izvedbeni predpisi, ne pa neke navodila direktive, ki so se oblikovale, pa tudi verjetno nek splet nesrečnih okoliščin je nastal, da je bolj to prišlo do tega luknjanja teh dokumentov. Mi pa smo na ustavnem nivoju bili do kraja prijazni kot država in radodarni. Hvala. Pozabil, da vodim tole ugledno debato. Prosim, kdo se prijavi k besedi? Izvolite. Kako so? Nisem slišal dobro. Takoj. Da so lahko državljanstvo dobili. Ja, to je pa tam tisti izvedbeni zakon rekel, da morajo, zdaj ne vem več na pamet, jaz ga nisem pisal, ne, najmanj, bo pol leta, nekaj eno leto, da morajo zahtevati državljanstvo. Ne vem, zdaj to težko reče, se točno kaže. Roki. Tak roki. Kar da vprašanje. Torej vprašanje, kaj naprej? Zdaj, gospod Grims še ni povedal tega, ali potem na podlagi tistega sklepa, ki ste ga sprejeli, ali ste dobili te dokumente ali ne. Se to ni tajna, ne? Ne. Seveda sem povedal, ne? Povedal sem, da nikoli nismo dobili teh dokumentov. To, da je glasovala tudi celotna koalicija proti svoji ministrci, ne mogli bi videti, ko se je podaljšal njen obraz ob tem, ne? Je izjemno redko, je velik dosežek, to se je treba zavedati, vendar žal tudi to ni zaleglo, ker je očitno ministrica dobila zaščito pri vladi kot celoti oziroma vsaj pri predsedniku vlade. Potem je bilo precej pogovora, ali sprožiti takoj pač ustavno obtožbo ali ne. O tem smo se veliko pogovarjali. Zaenkrat, kot ste verjetno vsi opazili, tega nismo storili. Razlogov za to je več. Treba je pa nekaj vedeti. Ne? Pri razmerju sil, ko imajo levica, da ne bom in drug izraz uporabil, v parlamentu dvotretjinsko, torej ustavno večino, mi pa manj kot 1/3 glasov in računati na uspeh ustavne obtožbe je seveda popolna znanstvena fantastika. Več kot tukaj argumenti nič ne štejejo, šteje političen prestiž. Takšnih primerov, kjer se lahko o tem sami prepričate, lahko naštejem na stotine. Sedanja koalicija je glede tega bistveno hujša ali pa slabša, tudi hočete, kot je bila kjerkoli dosedanja. In rezultat tega bi bil kvečemu, da bi nastal napačen vtis, da je na nek način ministrica dobila odvezo ali pa da je celo vse v redu. Potem lahko si predstavljate, kakšna bi bila interpretacija uradnih osrednjih medijev. Zaenkrat torej to nismo šli, ni pa rečeno, da se to še ne bo zgodilo. Vse ostala sredstva smo pa praktično že izčrpali, to ste pa verjetno opazili. Možne bi bile potem še nekatere zelo specifične stvari, kot določene oblike pač pobude za oceno ustavnosti oziroma ustavne pritožbe in podobno, vendar so to dolgotrajne. Poleg tega je vprašanje potem tudi priznavanja pravnega interesa. Pa še nekaj je zelo učinkovito sredstvo, edino, ki je v praksi
dejansko v opoziciji dosegljivo, je tistih 30 podpisov, tako kot je bilo v enem primeru to že zdajle omenjeno. Mi jih žal tokrat nimamo. Ne. Formalno je sicer v opoziciji tam nekje približno tako število poslank in poslancev, vendar je zraven tudi Združena levica, ki ideološko seveda so odkladi. In od njih dobiti za take stvari podpis je seveda zelo težko, oziroma zelo malo verjetno, poleg tega pa tudi med ostalimi strankami ni ravno, če sem diplomatski, pretiranega razumevanja in ljubezni. Ja, profesor Šturm, jaz bi sam neko računsko operacijo rad izvedel, a nimate za NSI vendarle več kot eno tretjino, ali ni? Tega je treba še pogledati, kaj počne NSI, pa kakšni so trenutni. Ne, ampak čisto formalno za neko ustavno obtožbo, ne bi bilo. Šturm. Ja, je neka pravna možnost, jaz sem na njo upozoril, ne, že na okrogli mizi na pravni fakulteti. Sam to je pravna možnost, ki so zadevo prelaga za naprej. Ne. Gre pa za tole. Ne. Kot veste, podzakonske predpise je zelo težko napasti pred ustavnim sodiščem. Efektivno to lahko stori edino 30 poslancev, ki ima predlog, ki ga potem mora ustavno sodišče obravnavati. Sicer pa samo posameznik, ki je s takšnim aktom neposredno prizadet. In moje razmišljanje pa pri podzakonskih predpisih gre v naslednjo smer. Za akti, ki so kvazi pravni akti, pa to niso, ki so torej podzakonski predpisi, ki bi morali biti objavljeni, pa niso to objavljeni, je pravzaprav prizadet sleherni državljan v naši državi. In bi potem moral imeti možnost in pravico, da vloži on v tem specialnem primeru najmanj pobudo, mora biti, sam se zavzemam celo za predlog pred ustavnim sodiščem. Za to, da bi posameznik lahko vložil predlog pred ustavnim sodiščem, bi bilo treba spremeniti ustavo. Zato, da bi lahko posameznik vložil v tem konkretnem, v takih primerih, ko gre za podzakonske predpise, pobudo na ustavno sodišče, pa zadošča sprememba zakona o ustavnem sodišču. Zato bi bil to umesten poziv poslancem, naj pripravijo zelo malo predlog, zelo malo spremembe zakona o ustavnem sodišču, da v vseh tistih primerih, o katerih sem govoril, to se da lepo analizirati, ima posameznik, je upravičen do pobude, ki jo vloži na ustavno sodišče. Tako, to bi pa odprlo pot vsakomur, vsakdo bi to lahko storil in bi to naredil. In mislim, da bi bilo to upravičeno. Naj povem, da je to po vzoru tako imenovane akcijo Popularis, ki je bila že pred desetletji uvedena v Združenih državah Amerike na področju okoljovarstvenih zahtev. Hvala. Ampak, torej, Laura, ne da bi zdaj res se preučil to, mogoče je vredno preučiti, ampak meni se zdi, da bi ustavno sodišče samo za interpretacijo pravnega interesa za pobudo v primeru teh tajnih predpisov, brez že na podlagi sedanjega veljavnega zakona o ustavnem sodišču lahko sprejelo tako pobudo. Če bi benevolentno interpretiralo pravni interes v tem primeru. Ja, mogoče, ne. Mogoče, če bi kdo lahko. To je preizkušnja, ne? Preizkušnja za to novo sestavo bi to bilo. To bi bila preizkušnja, ja. Ja, ampak brez tega tretjino poslancev ali državni svet ali varuhinja človekovih pravic, to so taki realni pristopi, no. Tudi to glasovanje na odboru, ki je pokazalo, da nihče ne upa dvigati roke proti temu, da se zahteva. Ne? Vem, da je malo težje seveda podpisati, ampak za podpisati zahtevo za presojo
ustavnosti, mislim, da ne bi smel biti problem zbrati 30 poslancev ali prepričati državnega sveta ali varuhinjo kot tiste, ki jim ni treba potem izkazovati pravnega interesa. Ama še kdo karkoli, mislim, ne, mogoče neposredno v povezavi z sedajno aktualno situacijo in primeri tajnih predpisov določenih ministrstv za obrambo, za notranje zadeve, je še kaj takega z področja ustavnega prava, varovanja človekovih pravic, kolegica? Ja, če vstante, da vas slišimo. Zakaj Slovenija leta 2017 ne zmore ratificirati resolucije Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu ter se je sposobna zgolj seznaniti o informacijah, ki so vsebovane v omenjeni resoluciji, kar je dejansko zalečil odnos do splošno sprejetih moralnih vrednot, ki naj bi bile skupne nam Evropejcem? Morda je tudi to eden od razlogov, da policija ne predloži tajnih dokumentov na vpogled komisiji, ki predseduje magister Branko Grims, ker je vrednostni sistem, po katerem delujemo neskladno z načeli demokracije. In drugo, ali menite, da nezmožnost ratifikacije resolucije strani državne oblasti vpliva tudi na gospodarski razvoj ali pa nerazvoj naše države, sploh če primerjamo reševanje problemov soočenja posledic totalitarizma in izvedbo lustracije na primeru Nemčije ali pa Češke, ki je bolj primerljiva z nami? Hvala. Kdo od nas? Kolega Grims? Hvala, lejte. Prej je bilo zelo optimistično predlagano strani gospodov profesorjev nekaj možnosti za recimo spremembo zakona. Zadeva je po argumentacijski ravni, pa pravno gledano perfektna. Sam en majhen problem, ki se mu reče večina v parlamentu. Žal o tej večini v parlamentu odločajo volivci. In ta večina v parlamentu, mi verjemite, niti slučajno, nima niti najmanjšega namena storiti karkoli v tej smeri, o kateri smo se mi danes zdajle tukaj pogovarjali. Vsaj za enkrat je žal tako in trdno sem prepričan, da bo tako do volitev. Od tam naprej je to odvisno od vas, od vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Da bi zdajle karkoli sprejeli, zglasovali v državnem zboru, ker bi resno prizadelo interes sedanje vlade ali omejilo njeno moč, verjemite, da je veliko večja verjetnost, da zadanete srečko na Evropski loteriji, tako da priporočam, da vsi, ki v to verjamete, najprej hitro kupite srečko. Potem, ko boste zadeli, bo pa tudi tisto izglasovano. Zdaj, kar se pa tiče resolucije, je pa tako. Žal je tukaj ta dvoličnost, ali pa če hočete tudi dvojna merila, pravno in ko gre za vprašanje vrednot. Eno, ki se kaže navzven, izven naše države, drugo, ki se kaže navznoter in ki je mnogo bolj brutalno in mnogo manj demokratično. Pri veliki večini v sedanjem državnem zboru in žal je bilo tako tudi v preteklih zadnjih 2 mandatih. Glejte, bil sem 2-krat predlagatelj prav točno te resolucije, da bi jo parlament potrdil. Obakrat se je končalo enako, točno tako, kot ste povedali. Ker seveda direktna opredelitev za bi potem zahtevala za verodostojnost tudi dejanja. Pripravljenosti pa za dejanja ni. In zaradi tega dostikrat rečem, v politiki so besede potrošno blago. Štejejo samo dejanja. In vsaki zreli, resni politiki je tako. Zato kadarkoli ocenjujete nekoga, ki govori na televiziji, pred vami ali v parlamentu, ne samo poslušati, kaj on govori. Glejte, kaj dela, kako glasuje, kako pritisne na tipke, ker verjemite, tako slabo, kot je pa v tem mandatu, pa še nikoli ni bilo. V tem mandatu je bilo sigurno 20 primerov, ko so se vsi tudi z koalicije strinjali, seveda je to super argument, kot je recimo predlagal gospod profesor. Ko pa je bilo isti dan glasovanje, so pritisnili proti. To je pa realno stanje, ki ima potem neposreden pravni učinek. Lahko še jaz vam odgovorim, ampak ni
nekoliko zelo, vsaj poskus nekoliko optimizma, pa potem pa zaključno, ker je čas in imamo malo pauze še do naslednje seanse, ki poteka končno v tej okviru poletne šole. Zadnji, kolikor se spomnim sam, pomemben akt, dokument, ki ga je Slovenija izdelala v zvezi z obsodbo zločinov bivših totalitarnih režimov, ki so delovali v 20. stoletju na ozemljih Evropske unije, je bila knjiga, ki jo je minister za pravosodje Vlade Republike Slovenije leta 2008 izdal v imenu Sveta Evrope. Takrat, ko je predsednik Vlade Republike Slovenije hkrati bil predsednik Sveta Evrope in teda je izšla v angleščini zajetna knjiga z naslovom Crimes of Totalitarian Regimes, v kateri je čez 70 avtorjev iz vseh držav članic Evropske unije sodelovalo z avtorskimi prispevki, ki so obravnavali in ocenjevali, analizirali zločine, ki so jih storili totalitarni režimi na njihovih tleh. Ta knjiga je uredila svojo z profesor Šturmom, on je bil seveda takrat pravosodni minister in v tem smislu tudi je predsedoval pravosodnim sistemom v Evropski uniji. No in ta knjiga je v naših knjižnicah in jo vzamite, polagam na srce v roke in jo študirajte. Je težje čtivo kot resolucija, ki jo omenjate, bolj zahtevno, obširnejše in bogato in jo štejte kot nadomestek tega uradnega sprejema resolucije v slovenskem parlamentu. Hvala, zdaj se pa na ta način poslavljamo od vas in nadaljujemo čez 10-15 minut.